Nocoj se bomo posvetili samooskrbi. Kruti kapitalizem nas uči, da za vas ne bo poskrbela ne država, niti sistem, ampak boste zase morali poskrbeti sami. Če hrane ne znate pridelati sami, se je pač treba znajti. Obstaja kar nekaj možnosti. Eno od njih sta nam prijazno pokazala ministra Židan in Klemenčič. Lega. Dobar dan. Dobar dan. Zdravo, kako? Greva kar pogledat. Ja, pač z mano. Dobar dan, ja. Tam je hrana. Tok sem lačen, tam kmeta pojedu. Ti povem. Pozdravljeni. Lepo, da ste prišli. Ja, malo sem se oglasil. Povej, da imajo ful lepe klobase, res lepe. Ne, bi eno probal. Z veseljem. Dobro zgleda. Daj pršiča. Super je. Pomož tali Jelinova, poj soseda tale, probaj. Ne se finga delati, vse smo pravi takole, vse smo te domači. Bom malo kranjske. Moram vam pa nekaj povedati. Tale sosed je bil zelo bolan. Politika je že od nekdaj zagovarjala popolno samooskrbo. Zato nas ne čudi, da vsaka politična opcija, ki pride na oblast, najprej poskrbi zase in svoje najbližje. A včasih se stvari zapletejo. Zato imamo posebno parlamentarno komisijo za samooskrbo, ki obravnava primere, ki preveč poskrbijo zase. Tokrat se je pred komisijo zagovarjal Uroš Rotnik. Dobar dan. Nagrsete se. A tukaj? Klele. Ker torbo dejte na mizo. Slečte se, pa v žepih kaj imate, pokažite. Nič nimate. No, odprite, ja, torbo. Pokažite nam zdaj pa papirje, naročilnice, dobavnice pa račune, prosim. Kaj vam je vroče ali kaj? No, suknjiš dejte dol. Ja. Tako. Nič se bati. Ne bo nič bolela. Ja. No, naša komisija je dobila pritožbo, da ste malo pretiravali z vašo samooskrbo. Nič ne rečem, da to ni lepo, da poskrbite zase. Samo pretiravati pa ne smete, a ne? In to ni ravno etično, a ne? Zdaj nam boste povedali vse, kar vam je v tej prekleti zadevi znano. Mi smo imeli že veliko prestopnikov tukaj pred nami, ki so nam vsak na svoj način nalagali, zakaj je to potrebno, kako je to korektno, ampak mi se tukaj ukvarjamo z butično odgovornostjo in s tem začnemo. Jaz sem tu napisal, kdaj pa kako sem zaslužil te milijone, da bo vse zgledalo bolj legalno. Se pa tudi strinjam s predsednikom komisije, da sem malo pretiraval s to samooskrbo. Eno so doma pridelane provizije, nekaj povsem drugega pa podkupnine tujega izvora. O tem sem napisal spis, ki je čista drama. Kolikor je meni znano, si bil tudi ti vpleten v njegovo samooskrbo. Ne. To imaš pa napačne informacije. Jaz sem kot minister samo požegnal njegov projekt. Pol se je pa vmešala politika. Ful se ti sveti čelo, tako da moraš imeti nekaj masla na glavi. A res?